Dejan, Ana in Eger smo tu, želimo dobro jutro. Dobro jutro. In dobro jutro našemu gostu. Z velikim veseljem ga pozdravljamo, eno od športnih legend našega konca Slovenije in seveda širše v svojem športu, da ne bo kdo narobe razumel. Sašo Kragelj, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Zgodnje ure za motokrosista? Pa ne, to je že kar rutina, stajam zjutraj okrog 7, pol 7 ure, tako da ni problema. Torej, Saša, zdaj o večjih stvarih se moramo pogovarjati, ampak dajmo najprej to lokalno zgodbo, ker seveda Sašo je tudi aktualni selektor slovenske reprezentance v svetovnem prvenstvu, še bomo malo, kako rekli, za nazaj v Franciji, ki je bilo. Seveda bomo se pogovarjali tudi o enem muzeju, ki se dela nad to našo radizelsko krasotico, ampak na tej radizelski progi se motokros vozi oziroma vozite motokros že 60 let. In koga bolje na to temo vprašati kot nekoga, ki je zrastel tam, doma v bistvu pod progo, ne, in lahko si šel peš, še raje z motorom, kadarkoli si hotel gor, ne. Res je, mislim, da je radizelska proga poglavitni razlog za to, da sem se jaz večji del življenja ukvarjal s tem športom, kajti stanujemo v neposredni bližini radizelske proge in kot majhen deček sem tam spremljal treninge takrat še legendarnega Draga Predana in generacije, ko so upravljali svoje treninge. Tudi jaz sem si želel tekmovati z cross motorjem in pri 10 letih tudi dobil ta svoj prvi motor, tako da sem bil prvi član avtomotodruštva Orehov As v svoji karieri in tam tekmoval prvih 5 let, potem šel naprej svojo pot, ampak vso življenje v neposredni bližini treniral na radizelski progi. Sedaj zadnjih nekaj let, pa ko sem zaključil svojo profesionalno športno pot, pa smo sklenili sodelovanje z avtomotodruštvom Orehov As, imam svoj športni center, svoj poligon za učenje otrok in vseh ljubiteljev bencinskih hlapov, tako da vredo sodelujemo, seveda ob tej priložnosti iskrene čestitke vsem članom AMD Orehov As, ki entuziastično vlagajo svojo energijo v ta šport, v razvoj tega športa. Zagotovo se je veliko spremenilo v tem obdobju, ampak upam, da bo tudi v prihodnje zrasla ta proga še v kaj več, kajti zahteve in priporočila organizatorjev oziroma panožnih zvez so iz leta v leto večje, tako da organizacija samih tekmovanj ni enostavna, ampak seveda rutinirano člani AMD Orehov As zagotovo bodo to uspeli. Ja, ker to je 1001 zgodba, ja pa zakaj nam moramo tu imeti tekme MXGP ali pa MX2, jasno, ne omogoča sama postavitev oziroma ni placa niti ne za bokse, prav niti nič, bi verjetno bilo kar nekaj posegov potrebnih, to pa je seveda težko, glede na to, da so hiše praktično že tam, ne. Zagotovo bi se mogoče našla kakšna rešitev. Najmanjša možnost je ta, ki so vsi promotorji MotoGP-ja v Sloveniji izražali, je, da bi šli v izdelavo novega poligona, nove proge. Jaz sem vedno predlagal posodobitev enega izmed centrov, ene izmed prog in zagotovo je ta v Radizelu prva. Tudi z timom sva govorila na to temo in je njegovo mnenje bilo, da mogoče MX2 in MotoGP bi se lahko izvedlo tudi na tej progi, ampak seveda za to bi bile potrebne korenite spremembe, veliko vlaganja v infrastrukturo, v samo okolico, ampak z skupnimi močmi cele Slovenije in pa vseh tistih, ki vlagamo v ta šport, bi se zagotovo dalo. Ti si videl ogromno prog, zdaj ne bova govorila o številkah, ampak po celem svetu si vozil motocross in če primerjaš recimo to našo radizelsko krasotico z ostalimi progami, kaj bi rekel? Jaz sem vedno dejal, Radizel ima kraljico in ne kraljico samo v Sloveniji, ampak tudi izven naših meja, kajti to je proga z vsemi naravnimi elementi prog, ki jih neke proge v naravi morajo imeti. Ima hribe, gor, dol, naravne skoke, ki bi jih z manjšimi posegi lahko še atraktivne naredili, zato sem še danes enakega mnenja, da je proga izjemna, tudi po težavnostni stopnji zelo težka. Zato vsi tisti, oziroma tudi jaz, ko sem celo življenje treniral na tej progi, zagotovo se lahko temu tudi zahvalim, da so moji uspehi bili povezani s tem, kajti če treniraš na zahtevni, težki progi, so sigurno tekmovanja potem bistveno lažja. Kaj misliš, Eger, da te vprašam, koliko je najdalje skočil Sašo v svoji karieri? Približno reči neko cifro, ker veš, da to frčijo po 20 metrov.
20. Ja, ta je malo mala. Ja, seveda. 20 je danes otroci, Ja, tam skačejo. 15-letniki skačejo. Ne? Res, jaz sem mislila, da bo ful prav. Ja, vem pa, da smo enkrat imeli prav skoke, da je eno skakalnico na Dolenjskem izdelal strokovnjak, ki je bil prisoten tudi pri izdelavi planiške skakalnice in tam smo skakali, mislim, da okrog 50-60 metrov. Se res malo rekel. Amater. Pogovarjamo se o motokrosu, o naši čudoviti progi v Radi Zelo in ko rečemo motokros, Sašo, zdaj si seveda tudi selektor in tako treba z prve, v bistvu zdaj lahko rečemo, imaš 2 najboljša rezultata Slovenije na svetovnem prvenstvu v motokrosu in sicer to je 9. mesto enkrat kot tekmovalec in zdaj letos tudi kot selektor. Zagotovo, res je fino biti v tej koži, ki jo upravljam svoje delo, kajti vsak dan je nek von po benzinu in letos sem imel to možnost voditi svetovno reprezentanco na Pokalu narodov v Franciji z izjemno ekipo, Tim Gajser, Jan Pancar in Miha Bubnič. Naredili smo ponovno izjemen rezultat, kajti konkurenca je bila zares velika, prišli so vsi tekmovalci iz celega sveta in vse skupaj se je pozitivno poklopilo. 9. mesto v nedeljskem finalu, izjemen rezultat, sam sem bil prisoten leta 89, kakorkoli, leta nazaj, ko smo dosegli ta rezultat in v Angliji, tako kot si povedal, sedaj kot selektor, včasih kot tekmovalec, fino je voditi te fante perspektivne, tudi bil sem vodja svetovne mladinske reprezentance, ki smo peljali fante v Romunijo letošnje leto, tako da imamo nekaj podmladka, na katerega zagotovo lahko računamo. In dosti pri tem podmladku je zagotovo pripomogel, oziroma k temu pripomogel Tim Gajser. Res je neverjeten, njegovi rezultati so... Vprašanje, kdaj bo spet nekdo na takem nivoju, na tak način, zdaj ta zadnja sezona pa zaradi poškodbe ni bila najboljša, ne? Ampak zdaj v novi sezoni pa računamo. Ne? Ja, vesel sem, da je sezono zaključil na tako visokem nivoju, da je rehabilitiral svojo poškodbo, da je v maksimalnem pripravljalnem obdobju, tako da lahko zadiha sedaj pred koncem sezone in gre v priprave nove sezone. Zagotovo je izjemna hvala tudi njemu za vso promocijo, ki jo naredi ne samo za ta šport, ampak za Slovenijo, za Motozvezo, za Avtomotozvezo Slovenije, skratka za vse, kar naredi kot ambasador tega športa in to se pozna tudi v naši akademiji, kajti veliko otrok, veliko ljubiteljev tega športa, ki spremlja ta šport po socialnih medijih, po televiziji, bi se želelo preizkusiti in tukaj sem jaz pravi naslov, ki lahko te želje vsem tem otrokom tudi omogočim. Ja, absolutno, in o Sašotovi akademiji bomo še govorili, imamo pa enega kar perspektivnega fanta ta trenutek, ne? To je treba povedati. Ja, jaz sodelujem že od samega začetka z Leom Gajserjem, to je mlad perspektivni fant, ki tekmuje trenutno v kategoriji 65 kubikov, tudi z njim sem bil prisoten na zadnji tekmi v Franciji, kjer je bil Pokal narodov na tekmovanju Blue Crew, bili so vsi tekmovalci iz cele Evrope povabljeni z motorji Yamaha in tam je bil zasedel 6. mesto, bil je opažen iz strani Yamaha in kasneje tudi povabljen na skupni trening, na katerem smo bili prejšnji teden tudi v Franciji in imamo velike možnosti, da bo izbran za najboljšega voznika. To informacijo bomo dobili sedaj v petek. Seveda bi to pomenila velika podpora za prihajajočo sezono, ko želimo nastopiti na vseh tekmah Evropskega prvenstva in želim si, da bi nam to tudi uspelo. Ja, tudi jaz si želim, da bi dobili, kajti podpora Yamahe je nekaj povsem drugega. Ana in Jeger morate vedeti, on je tolikokrat bil državni prvak, da pa nima malega kombija. Ne? Kombija ima za več ljudi plus motore. Veliki kombi je, da nima placa za vse letnice, da je mogel napisati +1. Tako da, ja, Sašo, izjemno govorimo seveda o motokrosu, o svetovnem prvenstvu smo govorili, Sašo je seveda tudi bil selektor na zadnje naše reprezentance, ki je izenačila najboljši uspeh v zgodovini, torej 9. mesto. Govorimo o tem, da se v Radi Zelo že 60 let vozi motokros in pa nad to našo krasotico radizelsko je pa tudi en poligon oziroma akademija Saša Kraglja.
Zdaj pa naj povem, kar jaz svetujem in lahko povem iz prve roke, oba moja sina sta tam osnovno šolanje opravila, je ena od najboljših odločitev, če ima otrok vsaj malo nekega, veš, tega, da bi se nekaj vsedel na neki moped, dal neki gas, glej, peli Sašo Kraglju, dobi vso opremo, dobi vrhunsko znanje in Sašo, zato ti moram reči hvala. Hvala lepa tudi tebi za to izkušnjo, za to, da si mi zaupal tvoje sinove. Tako kot si dejal, pri nas ponujamo popolnoma začetno zgodbo, ne potrebuješ motorja, ne potrebuješ opreme, vse dobiš pri nas, kar je pa najpomembneje, pa je to, da dobiš izjemne izkušnje z trenerjem. Sma dva trenerja, Željko je tudi moj pomočnik, ki me je spremljal več kot 20 let v moji športni karieri. 24 naslovov je bilo osvojenih v tem času, 5-krat sem stal na tekmah na zmagovalnem odru svetovnega prvenstva, osvojil evropski naslov. Skratka, izjemne izkušnje, ki sem jih pridobil skozi celo mojo športno pot, sedaj prenašam na mlade, na vse tiste, ki jih mogoče privlači von po benzinu in izjemno vesel sem, da imam takšno službo, da lahko delim sve izkušnje Ker bi bilo škoda, pravzaprav bi bilo vse za manj, ker bi bilo tako, če ne bi svojega znanja predajal naprej, potem bi enostavno imel samo za sebe te svoje pokale in noben drugi ne bi imel nič od tega, razen da bi se menili, da te poznajo. Zdaj pa delaš edino pravilno stvar, hvale vredno stvar, predajaš znanje naprej in to je celi smisel vsega. Bomo pa lahko vse tvoje dosežke, pa tudi zgodovino kmalu videli v muzeju, ne, ki ga... Tako je, že nekaj časa spravljam skupaj ta muzej. V korona času sem pričel razstavljati svoje motorje, ki sem jih uporabljal skozi celo obdobje, zbral 10 nekako najpomembnejših strojev, ki sem jih restauriral, jih spravil v eno posebno hiško, ki smo jo postavili na mojem poligonu nad radizelsko progo in v naslednji sezoni bom zagotovo odprl ta muzej, kjer bo zbrana moja celotna športna pot, predstavljena moja kariera, tako da tudi tisti, ki me niso poznali, niso spremljali, bodo dobili občutek, kaj sem v življenju počel in kaj sem dosegel. V teoriji, Sašo, samo še to, če bi recimo spomladi, Jeger kako stavo zgubil, ne? Pa bi rekli, bi bilo ono, kao zdaj pa moraš priti motokros peljati. Ali ga lahko pripeljem k tebi, ali imamo mašine, da ga damo gor, pa oblečemo, pa opremimo? Z veseljem. In zakaj ne bi še jaz probala? In zakaj ne bi Ana lahko tudi? Seveda. Imajo otroški motor. Zagotovo se lahko pridružite, pridete po kakšno izkušnjo. Pomembno je, da se družimo, da dobite uvid v to, kaj počnemo in z veseljem ste vabljeni. In Sašo nam je tudi prinesel eno darilo, svojo kapo, kjer je gor napisal, poslušam to ti radio. Tako da mi pa bomo motokros vozili v Kragljevi akademiji nad radizelsko krasotico. Sašo, še enkrat hvala lepa, da si prišel. Te bomo držali za besedo in se bomo videli na tvojem poligonu. Brez skrbi, obljuba velja, tudi z moje strani vse čestitke za to ti radio, ki ste ga zagnali, ki ste ga ustanovili, tako da le pogumno naprej. Hvala lepa in lep dan želimo, to je bil Sašo Kragelj.